Pozdravljeni, moje ime je Natalija in današnje teme so anksiozne motnje. Vsakomur se tu in tam porajajo anksiozni občutki. Kaj to pomeni? To so občutki rahle napetosti v prsih, hitrega dihanja, mešanica razburjenja in rastoče napetosti, razbijanja srca, imamo cmok v grlu, pojavi se nam vrtoglavica, strah in buren občutek divjosti. A to pomeni, da imamo anksiozno motnjo? Ne. Če se vse to dogaja, ko ste vi v adrenalinskem parku in se boste ravnokar spustili in se zazibali čez prelomnico hriba na orjaški gugalnici, kjer se vam odpre čudovit razgled. Kaj pa je potem pravzaprav anksioznost? Kateri so kriteriji, ki odločajo anksioznost? Kdaj nam je anksioznost v pomoč in kdaj nas ovira? No, pa poglejmo. Opredelitev in pojasnitev anksioznih motenj bom povzela iz DSM-5. To je diagnostični statistični priročnik duševnih motenj 5. izdaje, v katerem je opredeljeno, da anksiozne motnje vključujejo motnje, ki imajo značilnost pretiranega strahu, tesnobe in s tem povezane vedenjske motnje. Ko govorimo o strahu, govorimo o čustvenem odzivu na resnično ali zaznano bližnjo grožnjo, medtem ko je pa tesnoba pričakovanje prihodnje grožnje. Pravzaprav gre za dva stanja, ki se med seboj prekrivata, pa vendar tudi razlikujeta, saj je strah pogosteje povezan z navali avtonomnega vzburjanja, potrebnih za boj ali beg, medtem ko misli o neposredni nevarnosti in izogibanju vedenju, se pravi tesnoba, pa se pogosteje poveže z mišično napetostjo in budnostjo pri pripravi na prihodnjo nevarnost ali previdno izogibajoče vedenje. Kot posebna vrsta odziva na strah poznamo panični napad, ki so te panični napadi seveda opredeljeni kot ena od 7 osnovnih kategorij znotraj vseh anksioznih motenj. Vendar pa niso omejeni samo na anksiozne motnje, temveč jih lahko opazujemo tudi pri drugih duševnih motnjah. Zato si le več o paničnih napadih poglejte v enega od mojih objavljenih videov. Pa se vrnimo na anksiozne motnje. Anksiozne motnje se med seboj razlikujejo v vrstah predmetov ali situacij, ki povzročajo strah, tesnobo ali izogibanje v vedenju in s tem povezano kognitivno, se pravi miselno idejo. Medtem ko so anksiozne motnje med seboj zelo komorbidne, kar pomeni sočasne duševne motnje, jih lahko ločimo z natančnim pregledom vrst situacij, ki se jih bojimo ali se jim izognemo, in z vsebinami, povezanimi z mislimi ali prepričanji. Kako psihiatri in psihologi opredelijo anksiozne motnje? Psihiatri in psihologi so sestavili seznam 7 osnovnih kategorij anksioznih motenj. To so generalizirana anksiozna motnja, socialna anksioznost oziroma socialna fobija, panična motnja, agorafobija, specifične fobije, posttravmatska stresna motnja, obsesivno-kompulzivna motnja. Osnovna značilnost vseh teh 7 osnovnih motenj, ki so jih opredelili psihologi in psihiatri, pa je povečana tesnoba, ki je tako obremenjujoča, da moti vsakodnevno delovanje in udejstvovanje ter močno poslabša kakovost življenja. In s tem izgubi to naravno varovalno funkcijo, o kateri sem malo prej govorila, in postane moteča. Kaj konkretno pravzaprav to pomeni? To pomeni, da imajo lahko bolniki naslednje težave. Doživljajo miselno izkrivljanje, kar pomeni, da precenjujejo nevarnost in podcenjujejo možnost rešitve. Potem katastrofizirajo, tudi če gre za nenevarne okoliščine, ne razumejo lastnega vegetativnega vzburjenja in se bojijo svojega lastnega telesnega odziva. Pojavi se anticipatorna tesnoba. To pomeni, da jih je strah že vnaprej nečesa, kar se bo zgodilo, če se bo zgodilo. Zato se pojavi izogibajoče vedenje in razvijajo vrsto varovalnih vedenjskih oblik. V klinični sliki anksioznih motenj izstopa predvsem vegetativna vzburjenost, ki se kaže zelo različno, različne intenzivnosti in traja različno dolgo. Zato si poglejte moje videe, v katerih bom predstavila vsako od zgoraj naštetih osnovnih kategorij anksioznih motenj.